Spoštovane gasilke in gasilci, drage sokrajanke in sokrajani, cenjena župan dr. Peter Verlič in predsednik krajevne skupnosti Rajko Palčar, cenjeni predsednik prostovoljnega gasilskega društva Račna Aleš Kastelic in poveljnik Mirko Gačnik, predstavniki Gasilske zveze, spoštovani ostali zbrani, gostje in seveda nastopajoči. V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta pri sebi doma v Račni. Ponavadi Lojze, danes pa predsednik Državnega sveta tu med vami. Ko se začne proslava, bom pa funkcijo odložil in se vam pridružil. Bogu čast in veselje, bližnjemu pomoč. Geslo, pod katerim gasilska organizacija kot najstarejša, najštevilčnejša sila v sistemu zaščite in reševanja v Sloveniji deluje že več kot 150 let, pod njeno okrilje pa sodi tudi prostovoljno gasilsko društvo Račna. Spoštovane gospe in gospodje, Slovenci radi rečemo, da smo deloven, priden narod. Takšni so tudi drugi narodi, vendar nas od drugih narodov nekaj razlikuje. Že v času Jugoslavije smo se razlikovali po tem, da smo bili Slovenci tudi v prostovoljstvu vedno zelo dobro organizirani, da smo se prostovoljnih aktivnosti lotevali sistematično in da smo se na tem področju izpopolnjevali, učili in da smo veliko investirali v razne oblike prostovoljnega delovanja, medtem največ v gasilstvo. Evropska unija nam je lahko za vzgled, po marsičemu jih sledimo, poskušamo dohiteti bolj razvite narode, no na področju prostovoljstva in gasilstva nasploh smo pa daleč pred ostalimi državami Evropske unije. V času predsedovanja Evropski uniji je Državni svet soorganiziral z Državnim zborom konferenco Evropskih parlamentov, na kateri smo želeli predstaviti, kako deluje naš sistem civilne zaščite in kako deluje gasilstvo znotraj sistema civilne zaščite. In imeli smo težave umestiti to v konferenco zaradi tega, ker podobne organiziranosti v Evropi skorajda ne poznajo. Niso našli resorja, ki bi pokril ta naš prispevek. Ampak po zaključeni konferenci smo poželi veliko zanimanja in odobravanja in tudi želja iz Evropske unije, da bi nam sledili, da bi sistem, kot ga imamo mi, poskušali zgraditi tudi kjer drugje. Naš sistem se je pokazal kot izjemno učinkovit ne samo doma, ob večjih nesrečnih dogodkih, kot so poplave, potresi, požari, pač pa tudi v mednarodnem sodelovanju. Naše gasilske enote so sodelovale pri reševanju požarov v Makedoniji, pomagale so pri reševanju težav pri potresu na Hrvaškem, tudi donirali smo zelo veliko drugim gasilskim organizacijam na teh bivše Jugoslavije. Nenazadnje smo lahko ponosni na to, da smo vzor ne samo bivšim državam bivše Jugoslavije, temveč tudi Evropski uniji. Malo ljudi v Sloveniji sploh ve, da je aktualni predsednik CITEF, Mednarodne zveze organizacije reševanja in gasilskih organizacij, državljan Republike Slovenije, gospod Milan Dobravac. Imamo torej predsednika Gasilske zveze sveta in na to bi morali biti ponosni in se tega kdaj pa kdaj tudi spomniti. Gasilstvo v Sloveniji je posebno še na en način. Izjemno dobro imamo povezane profesionalne gasilske enote v delovnih organizacijah in lokalnih skupnostih z prostovoljskimi gasilskimi društvi. Tega v svetu ne poznajo tako dobro kot pri nas. No, tudi prostovoljno gasilsko društvo Račna je ena izmed svetlih zvezd na tem nebu. Danes praznujemo pravzaprav 111. ne 110. obletnico, čestitke vsem ob tem jubileju, posebno še tistim, ki ste večino svojega življenja posvetili delovanju v gasilskem društvu Račna. Ponašamo se s sodobnim gasilskim domom,
ni zrastel sam po sebi, ob tem še enkrat zahvala županu, gospodu Petru Verliču, zahvala občinskim strukturam, ki so nam vedno v pomoč in vedno priskočijo tudi materialno in organizacijsko, kadar kaj potrebujemo. Posebna zahvala pa vsem tistim, ki ste s svojim delom in prostovoljnimi prispevki ta dom zgradili. Imamo tudi, kot je rečeno, novo gasilsko avtocisterno, pridobili smo jo v lanskem letu, takrat smo jo tudi nekako sprejeli, danes, kot rečeno, je na ogled vsem skupaj. Vse to izboljšuje našo pripravljenost, da odgovorimo na izzive sodobnega časa. Požari niso več najhujša grožnja. Hude vremenske spremembe, ki se dogajajo v zadnjem času zaradi sprememb v okolju, so čedalje večji izziv, vremenske ujme, pa tudi delovne nesreče v gospodarskih družbah postavljajo pred gasilce velik izziv. Naši gasilke in gasilci, radenci tekmujejo na gasilskih tekmovanjih, krepijo preventivno dejavnost, izobražujejo se, operativni člani pa skrbijo tudi za dobro strokovno usposobljenost. In svet resnično stoji na mladih, jaz upam, da ste danes vsi veseli in zadovoljni, ko vidite ves naš gasilski pomladek. Naj povem še to, da ste gasilci 163.000 člani, največja uniformirana, organizirana in usposobljena sila v Republiki Sloveniji. Nikoli ne bomo imeli toliko vojakov, policistov in drugih organizirancev, kot imamo gasilcev, jaz upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Današnja proslava je ena taka odlična priložnost za slavje, za podelitev priznanj za minulo delo, za to, da se medsebojno bolje spoznamo in da mogoče pridobimo tudi kakšno novo članico in novega člana. Spoštovane gasilke in gasilci, zahvaljujem se vam za vse delo, ki ga opravljate, za vse proste ure, ki jih porabite za našo skupno varnost in za skupno dobro. Želim, da bi gasilsko društvo Račna proslavilo še kakšno takšno okroglo obletnico in ko nas ne bo več tukaj in ko bodo gasilska vozila, ki jih zdaj poznamo, preteklost in ko bodo na požarih večinoma droni, upam, da se bodo še spominjali srčnih ljudi, ki so v svojem času na tem prostoru veliko žrtvovali, da je gasilstvo lahko tako uspešno, kot je danes. Vsem skupaj vam želim prijetno praznovanje, lepo druženje in na pomoč.